Velikokrat sem že govorila o tem, da je e-mail lista res zelo pomembna za vsakega podjetnika pa podjetnico, ki si želi graditi trde temelje za svoj brand ali pa za svoj posel in ne želi vse vstaviti na družabna omrežja, ki so zelo, zelo nestabilna, in jaz rada potem dam primerjavo, da če stavimo, ko gradimo prepoznavnost in pridobivamo nove potencialne stranke, če delamo samo na družabnih omrežjih, to pomeni, da gradimo, je to tako, kot da bi gradili v bistvu hišo na enem peskovniku. Kadarkoli se lahko malo zatrese, tudi propade in tako naprej, ker smo potem odvisni od algoritmov, odvisni smo od tega, kakšna pravila si bo Facebook, Instagram recimo umislil in tako naprej. In seveda, če gradimo takšen posel, je to zelo, zelo nevarno. Zato definitivno zmeraj priporočam vsakemu, da zraven gradi še tudi svojo mailing listo, kjer ima v bistvu res konkretne, direktne kontakte do svojih potencialnih strank oziroma do svojega občinstva. In seveda, potem, ko pošiljamo novičke, se včasih zgodi, kaj deluje, kaj ne deluje, mogoče ne vemo, in seveda tukaj ni treba, da vse ugibamo, veliko nam lahko povejo tudi same številke. In vem, marsikater podjetnik pa podjetnica boste rekel, se bo kar malo prestrašila, ker ne marajo številk, ker je to nekaj strašljivega. Tukaj v tem videu ti čisto na enostaven način pokažem vse, kar moraš vedeti, zato da lahko v bistvu izboljšaš svojo e-mail sekvence avtomatske, svoje maile, brez ugibanja, da točno vidiš, kaj ti deluje in kaj ne, in ni nič zahtevnega. Zraven pa sem ti pripravila še eno predlogo, kjer lahko potem redno opisuješ in vidiš napredek svoje mailing liste oziroma kako uspešna je tvoja mailing lista. Zdaj, problem, ki ga velikokrat vidim, je, da podjetniki in podjetnice si ne vzamemo tudi minutke, ki jo mogoče rabiš minutko ali dve, zato da to narediš na mesec in imaš potem jasne korake, kaj narediti naprej, da v bistvu optimiziraš, da izboljšaš svojo mailing listo. Čeprav vzame malo časa, pa je zelo pomembno, da vemo torej, kaj pogledati, in ravno v tem videu ti točno to pokažem in pogledamo dve najbolj pomembni številki, ki jih je fino spremljati, zato da veš, kaj se dogaja na tvoji mailing listi in kaj lahko v bistvu izboljšaš, brez da nekaj noro ugibaš. Zdaj, kaj je torej fino meriti? Imamo nekako dve vrsti mailov, če bi temu tako lahko rekli, in sicer prvi so tisti datumski. To so maili, kot so recimo kakšne e-mail novičke, ki jih pošljemo na točno določeni datum. Pri meni so to recimo, da običajno vsako sredo pa vsako nedeljo pošljem novičke, in zdaj, če se nekdo prijavi ali pa pridruži na novičke v četrtek ali petek, torej ne bo dobil novičk, ki so bile poslane v sredo, ampak bo dobival novičke od nedelje naprej. Torej, to so datumski maili, ki se pošljajo torej enkrat in je to. Na drugi strani pa imamo potem še avtomatske sekvence, ki se pa sprožijo, ko uporabnik nekaj naredi. Največkrat je to, da se torej prijavi na recimo nek brezplačnik in se potem sproži neka e-mail sekvenca, in torej kadarkoli se kdo pridruži na to e-mail sekvenco, se začne od prve sekvence oziroma od prvega maila potem pošiljati in dobi torej vse maile. Gre torej za avtomatske, kjer je trigger oziroma kjer je neka akcija potrebna, da se to torej sproži. In zdaj, te številke, ki jih bomo danes pogledali, lahko spremljamo sicer za oboje. Za datumske maile je fajn spremljati zaradi tega, da vidimo, kakšni recimo naslovi za naše občinstvo bolj delujejo, kakšne vsebine so jim bolj zanimive, na katere bolj klikajo in tako naprej. In na drugi strani pa je zelo pomembno, predvsem pomembno za avtomatske sekvence. Torej, ali so to kakšne sekvence dobrodošlice, ali so to, ko se nekdo prijavi na naš brezplačnik, na naš webinar ali kaj takšnega, z zelenim. Tam pri avtomatskih sekvencah pa je to še toliko bolj pomembno oziroma lahko učinkovito. Zakaj? Zaradi tega, ker ko enkrat postavimo neko avtomatsko e-mail sekvenco, jo lahko potem čez čas še optimiziramo, da bo še bolj konvertirala, še bolj ogrevala in še bolj delala dobro za naš posel, če temu tako rečemo. In seveda, če deliš vsebine, ki so dobre, ki pomagajo tvojim idealnim strankam, je to seveda zelo pomembno tudi za tvoje idealne stranke, da maile tvoje odpirajo, da jih pogledajo, da dobijo vrednost, da
dobijo, potegnejo vso vrednost iz teh mailov, ga srkajo v svoje življenje in ga izboljšajo in tako naprej. Zdaj pa, kaj so te dve ključni metriki, sta v bistvu čisto preprosti. Prva metrika je open rate oziroma odpiralna stopnja. To je metrika, ki nam pove, ko mi pošljemo mail, koliko ljudi sploh odpre naš mail. Okay? Kaj to pomeni? To pomeni, da ko bo nekdo, torej vsi, ki jim pošljemo mail, ni nujno, da bodo mail tudi odprli. Večinoma ne. Zato je v bistvu zelo pomembno, da to spremljamo. Zakaj? Zaradi tega, ker bomo hitro ugotovili, ali je naša naslov maila, torej subject line, dovolj privlačen, da nekdo sploh klikne na njega. Zakaj je to zelo pomembno? Zaradi tega, ker če imamo nizko odpiralno stopnjo, je to nekako znak, da naš naslov maila ni najboljši. Si predstavljaš, ko dobiš mail in greš čez vse maile, lahko klikneš na ene ne. Na podlagi česa se odločiš, verjetno kdo ti ga je poslal in pa naslova, katerega ima mail. In to je v bistvu tisto, kar na tej točki tudi bi lahko rekla, da testiramo, da vidimo, kaj deluje, kaj ne. Če ne deluje oziroma kot bi si želeli, potem seveda lahko zamenjamo ta subject line oziroma naslov in testiramo drugega, zato da potem zvišamo torej to stopnjo odpiranja. Zakaj je to zelo pomembno? Ker če ljudje ne odpirajo naših mailov, potem verjetno ne bodo konzumirali naše vsebine, ne bodo se zgradili tako dobri odnosi in tako naprej. Skratka, odpiralna stopnja je v bistvu prva metrika in druga metrika je klikt oziroma koliko ljudi je v bistvu kliknilo potem na recimo naš link znotraj našega maila. In to je zelo pomembna metrika, sploh če imamo v mailu potem kakšen link ali na našo brezplačno ponudbo, ali recimo na naš video, ali na naš blog, ali pa celo na našo ponudbo. Ker če ljudje ne kliknejo, lahko tukaj hitro ugotovimo, da je mogoče nekaj problemov vsebine. Ali je naš link, ki ga damo samo čisto na dnu recimo našega maila in ljudje ne berejo tako dolgo, ali pa mogoče ni dovolj viden, da je to link. In lahko potem se poigramo, da recimo testiramo, da mogoče polinkamo samo besedilo, mogoče potem testiramo, da mogoče potrebujemo prav vizualno gumbek, kam kliknejo, mogoče da jasno povemo, klikni tukaj in in potem je naslednji korak. Skratka, to je druga metrika, ki pa ti jo res priporočam, da jo spremljaš. In zdaj marsikdo bo rekel, ampak kje jaz najdem te metrike? Pa dajmo kar konkretno tudi pogledati. Recimo, zdaj večina vas verjetno uporablja MailerLite, Mailchimp ali kaj podobnega, ne glede na to, kaj uporabljaš v svojem za pošiljanje in spremljanje mailov, lahko zmeraj te metrike običajno najdeš. Vsi ti ponudniki modernejši te metrike že imajo. Zdaj, če pogledamo v MailerLite, lahko greš torej pod kampanje, torej to so tvoji datumski maili, ki jih pošiljaš. Mimogrede, to je en moj demo račun, ki je samo zato, da lahko delim in da ni problematično, da delim kakšne podatke svojih naročnikov zaradi varnosti in tako naprej, tako da to je demo zato, da ne upoštevaj oziroma teh številk. To je samo demo, samo za prikaz. Torej, pod kampanjami lahko vidiš torej vse poslane kampanje, ki so bile, in imaš, koliko je bilo prejemnikov, koliko od tega jih je odprlo mail in koliko jih je kliknilo. Torej, to so v bistvu te metrike, o katerih smo govorili. Torej, koliko jih je odprlo, zdaj, če je tukaj 100, enemu smo poslali, pa recimo en odprl, je pač čisto logično, ni pa bilo klika. Zdaj, če v mailu nimaš nobenega linka, potem seveda je tukaj lahko čisto razumljivo, da je ta nič. Zdaj, potem mailer ima še sicer eno zanimivo metriko CTOR, to je click-through open rate, tole koliko ki jih je odprlo, jih je potem tudi kliknilo. Skratka, to metrika v bistvu ni zelo zanesljiva, predvsem zaradi tega, ker kot je recimo tale
pri Applu, recimo, ki je program za maile, deluje malo drugače in takoj označi maile kot odprte, tako da potem ta metrika je zelo popačena, lahko hitro. Tako da jaz ti v bistvu, da ne kompliciramo, minimalno, kaj je fajn, da spremljaš, je torej, koliko jih je odprlo in koliko jih je kliknilo. In čez čas lahko torej tudi pri teh datumskih mailih zelo lepo vidiš, kateri naslovi so jim bolj všeč, kdaj, če dam link v obliki besedila ali pa v obliki gumbka, kaj pri meni recimo bolj deluje in tako naprej. Pri avtomatskih kampanjah pa je to, da spremljamo še toliko bolj pomembno. Jaz ti recimo priporočam, da si narediš jaz imam recimo kar opomnik enkrat na mesec ali pa enkrat na teden, če je pač kakšna bolj vroča kampanja oziroma avtomatizacija, pa je še želim bolj piliti, da si potem enkrat na teden ali pa enkrat na mesec dam opomnik, da te metrike vpišem v predlogo, ki ti bom jo potem tudi pokazala. Tako da imaš vse lahko na enem mestu in takoj veš, ali je nekaj dobro ali ne. Pod avtomatizacije, imaš potem torej vse te avtomatizacije in če klikneš na report, lahko potem spodaj vidiš pod workflow emails, email 1, 2, 3, katere pač imaš, koliko je bilo prejemnikov, koliko teh je prijelo in koliko jih je kliknilo. In kaj zdaj narediš, da lahko to pač spremljaš in hitreje vidiš, kaj je problem in kaj ne. Jaz ti priporočam, da si spodaj pod tem videom bom postila link do brezplačne te predloge, ki si jo lahko slameš, pa potem tukaj vpišeš. Jaz sem nekaj podatkov že vpisala samo zato, da imamo malo občutka, bom potem mogoče tudi pobrisala. Skratka, kaj tukaj je? Za vsak mail imaš torej po 4 stolpce, Torej, glede na to, jaz si običajno tako naredim, da če imam recimo v kampanji 3 maile, tako kot jih vidiš tukaj, si naredim email 1, lahko tukaj dodam naslov, zato da točno vem pač, za katerega gre, potem email 2 in pa email 3, in damo potem naslov. Pri vsakem mailu si potem napišeš, kakšna je, torej najprej recimo vsaka vrstica je, recimo, če bi to vpisali za vsak mesec ali pa za vsak teden, torej ena vrstica je za en teden ali pa za en mesec, odvisno kako pogosto, In potem za vsak mail napišeš, torej, kakšna je odpiralna stopnja, ki smo jo torej dobili tukaj, Recimo tukaj bi vpisali 73 pa 33. In potem kakšna je klikt 31,11. In potem še ti priporočam, da si napišeš, koliko je bilo prejemnikov, torej recipients je 90 recimo, zato da potem, da če so kakšne čudne številke, da veš malo hitreje, če je prejemnikov nič, ali pa eden, da veš, koliko realni so ti podatki, Če pa jih je 100 000, potem pa veš, da so ti podatki zelo, zelo pomembni. In potem greš v bistvu na mail 2, 3, zraven sem ti dodala še opomba oziroma izboljšava. Jaz si zelo rada recimo napišem, če tukaj bi recimo bilo 90 prejemnikov in bi videla, da jih 73 odpre, kar je super. Mogoče bi želela še katero, recimo zdaj trenutno vidiš, da sta obi obarvani zeleno, kar je že ampak če bi bilo recimo rdeče kot tukaj in bi rekla, želim mogoče testirati drug subject line, bi si tukaj v odpombe recimo napisala, testiram nov ta subject line, zato da pač naslednjič, ko vpišem podatke, točno vem, ali je boljši tisti od prej ali boljši ta nov. In potem lahko testiram naprej in imaš potem res na eni tabelci čisto vse, kar potrebuješ. Mogoče greva še zdaj samo pogledati, kaj pomenijo to rdeče in pa zelene. Tukaj imaš spodaj napisano, da je cilj nad 30% in pa tukaj pri kliku, da je cilj nad 2%. To so zdaj eni pač taki zelo povprečni standardni podatki. Jaz ti seveda priporočam, da imaš cilj, kar si lahko še pač ga povečaš, ampak vsaj fajn je, da imaš torej odpiralno stopnjo nad 30%, to pomeni, da če pošlješ 100 ljudem, da jih bo vsaj 30 odprlo mail, in pa torej, da kliknejo torej vsaj 2%. Zdaj, če seveda linka nimaš, nobenega linka v mailu, potem je tukaj čisto tudi če je nič, zato je tukaj fajn, da pač uporabimo tudi malo
če temu rečemo čist kmečko logiko. Okay? In s tem lahko res zelo jasno vidiš, kaj ti deluje, kaj ti ne. Z opombe si lahko hitro spomniš, kaj smo že testirali, in to ti lahko vzame mogoče 5 minut, recimo na mesec. Rezultati, ki pa jih potem imaš za svojo mailing listo, pa so seveda lahko vrhunski oziroma veliko, veliko boljši. Tako da ti definitivno priporočam, da vpelješ to v svoj urnik, v svoj delovnik in da redno spremljaš, torej, kakšna je odpiralna stopnja, kakšni so kliki na tvojo email sekvenco, na tvoje maile, in jih čez čas tudi izboljšaš. Spodaj pod tem videom dobiš torej to tabelco, kjer si lahko narediš svojo kopijo popolnoma brezplačno, tako da še te dodatno podprem. Jaz ti želim veliko uspehov in se vidimo naslednjič. Mogoče še samo to, če še ne poznaš, spodaj bom pustila tudi link do programa Magnetizacija, kjer je popolnoma brezplačen program, kjer ti v bistvu pokažem, kako si lahko zgradiš svojo zimzeleno pot strank, da postanejo od firbca do stranke. Brezplačno vstopnico lahko rezerviraš spodaj na linku. Hvala za tvoj čas in pozornost. Če ti je bila epizoda všeč, te vabim, da se naročiš na podcast na najljubši aplikaciji, kjer poslušaš podcaste, in tako ne zamudiš naslednje epizode. Vesela bom tudi povratne informacije, kako ti je bila epizoda všeč in česa si želiš več. Hvala ti in naredi si čudovit dan.